Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dober večer in dobrodošli na Slavnostni akademiji ob Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. V naši sredi s posebnim spoštovanjem pozdravljam predstavnike državnih ustanov Republike Slovenije, poslance Državnega zbora in državne svetnike Državnega sveta Republike Slovenije, poslance Evropskega parlamenta, člane diplomatskega zbora ter vse druge vabljene goste. Lepo pozdravljam slavnostno govornico današnjega večera, ministrico za kulturo Republike Slovenije, doktorico Ignacijo Fridl Jarc. Med nami je direktor Študijskega centra za narodno spravo, dr. Tomaž Ilešič. Sveto mašo je ob somaševanju vojaškega vikarja Mateja Jakopiča in drugih duhovnikov daroval ljubljanski pomožni škof, monsignor dr. Franc Šuštar. Prisrčno pozdravljeni vsi. Nocojšnji večer namenjamo spominu na vse, ki so v času totalitarnih in avtoritarnih režimov izgubili življenje, svobodo ali svoje najbližje. Sem, kar sem bil, in vsakdo me bo mogel pozabiti. In vendar moram reči, sem in bil sem in bom. In zato sem več od pozabljanja, neizmerno več od zanikanja, neskončno več od niča. Vse je večno, kar nastane. Rojstvo je močnejše od smrti, vztrajnejše od obupa in samote, silnejše od hrupa in greha, slovesnejše od zavrženosti. Nikoli ne bom prenehal biti, nikoli. Amen. Hodžbekova pesem molitev se ne konča z mislijo na smrt, temveč z vero, da človek presega pozabo in zanikanje. Prav v tem je njena tiha bližina nocojšnjemu večeru. Za zgodovinskimi številkami so bila konkretna življenja. Sinovi in hčere, možje in žene, matere in očetje, ljudje z imeni, domovi in nedokončanimi življenjskimi zgodbami. Mnogim med njimi je bila odzeta tudi možnost slovesa. Ostale so matere, ki niso vedele, kam položiti cvet za svojega sina. Žene, ki so še dolgo prisluškovale korakom, ki jih ni bilo več. In otroci, ki so odraščali z odsotnostjo, katere razsežnosti niso mogli razumeti. Morda je prav v tej odsotnosti nekaj, kar še danes kliče po besedi. Ne zato, da bi se vračali v stare delitve, ampak da bi tem življenjem znova priznali njihovo polnost in mesto v naši skupni zgodovini. Odpuščanje pri tem ne pomeni, da bolečina izgine ali da zgodovina postane manj resnična. Pomeni predvsem, da preteklosti ne dovolimo, da bi zavedno določale naše odnose in naš pogled na prihodnost. Sprava je počasna in zahtevna pot, na kateri lahko resnica ostane izrečena, ne da bi iz nje znova zrasla želja po maščevanju. V krščanskem izročilu stajenje odpira še drugačen pogled. Rane Velikega petka niso izbrisane, vendar niso tudi konec zgodbe. Prav skozi prihaja upanje, da je po težki preteklosti mogoče iskati pot naprej. Z več človeške bližine, sočutja in odgovornosti. Pri tem ima kultura posebno mesto. Zamolčano zna pripeljati v prostor izraza, z besedo ohranja posamezne zgodbe in pomaga, da boleča preteklost ne ostane le breme, temveč postane izhodišče za zrelejše razumevanje sedanjosti. Zato nam je v posebno čas pozdraviti osebnost, ki svojim življenjem in delom dokazuje, da je kultura eden najzvestejših varuhov zgodovinskega spomina in človekovega dostojanstva. Današnja slavnostna govornica je doktorica Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo Republike Slovenije. Po izobrazbi je doktorica filozofskih znanosti, literarna in gledališka kritičarka,
publicistka, prevajalka ter univerzitetna predavateljica. S svojim bogatim znanstvenim, publicističnim in kulturnim delom pomembno prispeva k ohranjanju in razvoju slovenskega kulturnega prostora ter k utrjevanju zavesti o pomenu slovenske identitete. S posebno občutljivostjo se dotika zamolčanih poglavij slovenske zgodovine ter vabi k odgovornosti sedanjih generacij, da resnica, dostojanstvo in človekove pravice ostanejo trajne vrednote naše družbe. V čast nam je, da bo nocoj delila z nami svoje misli. Doktorica Ignacija Frider-Jarc, vabljeni k besedi. Spoštovani predstavniki države Republike Slovenije, spoštovani diplomatski zbor, cerkveni zbor, spoštovani predstavniki Slovenske vojske, spoštovani direktor Študijskega centra za narodno spravo, vsi visoki cenjeni gostje, spoštovani zbrani. Ko je Sofokles pred okrog 2500 leti množici gledalcev predstavil svojo Antigono, se ni začela le zgodba o izjemnem dramskem besedilu, ki ga časti še naša doba. Utrajen človeški spomin je z literarno besedo zapisal temeljno civilizacijsko normo evropskega človeka. To je spoštovanje dostojanstva drugega po njegovi smrti, ne oziraje na to, na kateri strani politične resničnosti se je boril in padel. Svojim delom nas je antični dramatik usmeril k spoznanju, da se lahko na eni strani okličemo začuteča človeška bitja le, če smo to zavezo sposobni spoštovati in se na drugi strani zapišemo med tirane, če zaradi svoje volje do moči ne premoremo sočutja. Zbrali smo se torej danes, ker želimo sporočiti slovenski in širše evropski in svetovni skupnosti, da zavezo po spoštovanju človeškega dostojanstva hočemo živeti. In to le ne ob dnevu, ko se spominjamo žrtev vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ampak jo častiti v srčiki svoje narodne zavesti in v samem srcu naše države, Republike Slovenije. Svoje misli sem začela z literaturo, nikakor ne po naključju, ampak zato, ker danes govorim v imenu slovenske umetnosti in kulture. Govorim torej skozi medij, ki je v človeku vzniknil iz potrebe, da drugega nagovori na drugačen način. Ne le zgolj iz zadovoljevanja svojih vsakdanjih fizičnih potreb. Kultura in z njo umetnost sta namreč vzbrstili iz človekove želje, da drugega, ki prebiva v naši bližini, nagovorimo z lepoto besede, zvoka ali podobe, ali pa da ga iz območja materialnega povedemo na pot duhovnosti, etičnega klica po dobrem in resnici. Svojo pot spomina smo danes nameravali začeti s pokloni na simbolnih grobovih tisoče prezimnih žrtev, za katere le spominska obeležja pričujejo, da so nekoč hotela živeti in hrepeneti po lepem, dobrem in resnici, kakor želimo to mi danes. To načrtovano pot smo nadaljevali in tudi uresničili spominsko mašo. Tukaj,
v objemu cerkvenih zidov, ki kličejo k molku, tišini in meditaciji. Ta molk ni naključje, še kako zgovorno pričuje o vseh tistih, med katerimi mnogi še danes nimajo križa in imena. Molk pričuje o vseh tistih, ki niso imeli priložnosti pustiti svojih ustvarjalnih sledi v naši kulturni ali narodni zgodovini. A obenem so prav ti, tisti, katerih življenjsko žrtev moramo sprejeti kot najbolj dragocen opomin, da je naša temeljna dolžnost storiti vse, da prevladujočo voljo do moči v svetu zamenja volja do ljubezni. Da je dialog z drugim edina možna oblika človeškega obstoja, da je sprava tako s samim seboj kot z drugim temelj za svobodo bivanja tako posameznika kot skupnosti. Šele to je namreč pogoj, da lahko vstopimo v območje svobode duha. Tiste svobode, ki je pogoj za sleherno človekovo ustvarjalnost in individualnost. Številne brezimne žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki jim je bila odvzeta prav ta brezmejna osebna svoboda, pa niso le opomin nam samim, ampak morajo ostati tudi trajni glasnik prihodnjim generacijam, če hočemo na evropskih tleh preprečiti nova, nadaljnja prelivanja krvi, teror ideologij, zločine proti človeštvu, tiranije manjšine nad večino ali obratno. Dolžnost slehernega med nami je torej biti varuh neokrnjene zgodovinske resnice in to resnico prenašati prihodnjim rodovom. To je resnica, ki ne ločuje padlih na leve in desne, ampak zmore zgodovinska dejstva kritično presojevati na dobra in zla dejanja, na pravična in krivična človeška dela, na kulturo vedenja in nekulturnost našega nevedenja. Porečete, da ni ene same resnice, ker jo pač vsak med nami vidi nekoliko drugače. Drži. Mnogo je različnih pogledov o nebistvenih človeških stvarih, a temeljna bivanjska in civilizacijska resnica človeštva o našem obstoju in sobivanju je ena sama. Če želimo Slovenci po Trubarjevo stati in obstati, moramo znova prisluhniti Prešernovemu klicu pred več kot 180 leti in postati prijatelji. Biti njegovi ljubi sosedi, ne vragi. Naš jezik nam v primerjavi z drugimi evropskimi jeziki ponuja še prav posebno priložnost za to. Naša dvojina nas uči, da lahko veliko bolj intimno od drugih narodov izrekamo neposredni odnos med jaz in ti. V duhu dramskega dialoga nam omogoča, da svojega jaza ne izgubimo v brezimnem mi ali oni, ampak da lahko druge v tem ti
Uzremo svojo lastno individualnost. Uzremo ga kot enakega svoje lastne želje po svobodi biti, misliti in govoriti. Le še globok da človeškemu življenju, dostojanstvu in spoštovanju se moramo torej naučiti izreči. In v duhu pisatelja Borisa Pahorja odločno reči trikratni ne vsem totalitarizmom. In odločno reči njegov da trem velikim ejem: etosu, etnosu in erosu. Naši etični zavezi, našemu narodu in naši ljubezni do drugega. Hvala Študijskemu centru za narodno spravo, ker raziskovanja narodove politične in družbene zgodovine ne zameljuje le za visoke zidove znanosti, ampak ga deli z javnostjo in že svojim imenom. Tako kliče tako slovensko kot evropsko prihodnost, ko ne vrag, le sosed bo mejak.
Spoštovana gospa ministrica, hvala lepa. Pesnik Karl Mauser je nekoč zapisal misel, da narod ne živi samo od kruha, ampak tudi od spomina. Narod pa raste samo toliko, kolikor spoštuje svojo resnico. Zato pogumno gradimo mostove med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. Da bi otroci, ki prihajajo za nami, živeli v svetu, kjer se človekovega dostojanstva ne meri po njegovi koristnosti, moči ali pripadnosti, ampak preprosto po tem, da je človek. To je najgloblja zmaga nad vsakim totalitarizmom. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, ob sklepu nocojšnje slavnostne akademije se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste svojo navzočnostjo počastili Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Pri pripravi slovesnosti smo sodelovali Študijski center za narodno spravo, Nadškofija Ljubljana, Stolna župnija Svetega Nikolaja in Vojaški vikariat Slovenske vojske. Glasbeno spremljavo pri današnji sveti maši in slavnostni akademiji soustvarjata organist gospod Gregor Klančič in sopranistka gospa Kristina Taler. Še zadnjič nocoj naj nas ponese seboj glasba. Tista, ki tolaži, prebuja upanje, povezuje srca in se dotakne nečesa globoko v nas, kamor besede včasih ne sežejo. Hvala vsem, ker ste bili nocoj z nami. Želim vam miren večer, varno pot domov in lahko noč.